Dobro jutro, dober dan, dober večer. Upam, da je vaše življenje dobro. V podcastu Dobro življenje je danes z mano Sara Volčič. Sara, ti si novinarka, tudi avtorica knjige o zločinih, ki so najbolj zaznamovali našo družbo in najbrž tudi tebe. Tako je. Ti že od začetka kariere v bistvu pokrivaš črno kroniko, no, s tistim kratkim uvodom v kulturni redakciji Dnevnika. In bi lahko rekli, da v bistvu si spremljala vse te najodmevnejše zločine iz prve vrste in najbrž, mislim, ne samo, da imaš res veliko informacij o njih, verjetno so te tudi osebno kar zaznamovala, ne? Tako da moram reči, da se tega pogovora zelo veselim, no. Ampak, veš kaj mi povej, true crime je v bistvu en žanr, ki je že v tujini že nekaj časa zelo priljubljen. Jaz mislim, da postaja vse bolj priljubljen tudi pri nas. Povej mi, a ti tudi spremljaš kakšne te podcaste, bereš te knjige, imaš rada kriminalke? Ne. Ne. Marsikdo bo presenečen. Rada imam kakšne trilerje, tudi gledam kakšne kriminalne filme, ampak moram reči, da veliko rajši ali kaj zgodovinskega, kakšne romantične komedije rabim protivtež. Jaz, pa tudi to se mi zgodi, recimo, kjerkoli je kakršnakoli oblika nasilja. Zelo rada sem gledala te Vikinge, to so bili zelo moderni in sem gledala vse serije, kakšne tudi večkrat, ampak problem moj je, da ko se tisti nož zarije v telo, ne glede na to, da jaz vem, da to ni zares, da je to film, mene zaboli. Jaz čutim in mi prihajajo, bom rekla, ravno te dolgoletne izkušnje, to videno, slišano, čuteno, doživeto na plano. In jaz te prizore ne morem gledati. Ko so krvavi, pretepi, umori, ko nekdo recimo v nekem filmu, tisti film Atomic Blonde je bil tako mojim hčeram všeč, marsikdaj kaj gledam, kar hočejo, bom rekla, družinski člani. Mene boli. Jaz, ko vidim to žensko, kako jo moški tepe in potem je še to zvočno tako predelano, kar jaz vem, da se to res dogaja. Tako da v bistvu vsi ti filmi me vodijo tja v to resničnost, ker vem, to se res dogaja, to ni samo film. Neobremenjeni ljudje to gledajo brez težav. In si rečejo, super dober film in padajo trupla in se režejo noge in ne vem, spravljajo dele telesa v vrečke. In jaz vem, da se je to res zgodilo. Jaz to doživim drugače. Ker recimo, zrezati nekoga na kose, to je naredil nekoč mladoletnik v Ljubljani, svojo teto ubil in jo zrezal in njena glava, je še tisti, ki so v starih časih obiskali muzej, policijski muzej v Tacnu, so lahko videli, muzej kriminologije, njeno glavo v formalinu. Tako da doživljam bistveno drugače, kot bom rekla, neobremenjeni gledalci. Ne, da se temu izogibam, ampak ne bom pa samo to iskala. Če vidim dober film, ga pogledam, ampak ko so grdi prizori, malo zamežim. To pomeni, da se z leti poročanja o črni kroniki človek ne navadi na to, da ne postaneš desenzibiliziran? Ne, sploh ne. Celo rekla bi nasprotno. Ko sem začela, je bilo od mene to veliko bolj oddaljeno. Zgodile so se slabe stvari, ampak potem pa gre življenje čez. Potem še ti doživiš kako slabo stvar. Tudi jaz sem bila en čas svojega življenja, bom rekla, žrtev fizičnega nasilja, tudi situacije, moji bližnji ljudje, ne vem, srednješolskega fanta sem je umrl leta kasneje, ker ga je nekdo zabodel. Doživiš stvari, vidiš, da se res zgodijo in ravno nasprotno je. Na začetku si močen, vedoželjen, zanimate, potem se pa ta koža tanjša. Tako da, kdor reče, da imajo novinarji debelo kožo, je moja vedno tanjša. Moja vedno hitreje zazna vse te stvari, nianse, danes. Mislim, reagiram. Jaz danes že po opazkah, ko hodiš recimo po cesti, pa slišiš opazko moža ženi, recimo večinoma. In jaz že po opazki, po vrsti opazke vem, če je katera od teh žena doma žrtev nasilja, ker so določene specifični ključi, skratka, toliko informacij. Jaz imam zelo slab spomin, zelo slab. Ampak zanimivo, te stvari ostanejo v glavi, to, kot da bi imela en poseben razdelek, in se tja notri vsak stavek. Tako da bi znala prepoznati tudi sam po vedenju, kdo ima to nasilje v sebi, vidiš to po gestah, vidiš to. Tako da
Jaz sem drugače vedre narave, ne hodim tako. Zadnjič sem imela celi šov, ko je hčera imela zadnji pregled na pediatrični. Jaz sem jo pospremila in pol, ko sem zunaj čakala, je prišel rdeči nosek zraven in pol sva se tam delala neumnosti. Tako da ni, da sem zamorjena, ne. Ampak en velik del mene se zaveda resničnosti. Kot da bi hodila in bi imela dva filtra, ne. En je filter, dajmo se med fino, super, drugi filter pa, ja, ne, to je vse. Ampak se mi zdi zanimivo, ko si rekla, da že po opaskah lahko prepoznaš, kdo ima v sebi nasilje. Ker nekako sem pa jaz dobila občutek, tudi ko sem brala tvoje tekste, da v bistvu težko človek reče, kdo je morilec in to niso neke pošasti, ki hodijo. Nekateri so celo zelo šarmantni, pišeš tako. Tu govorimo, se pravi, žrtev nasilja v smislu, bom rekla, te intimno-partnerski odnos, je žrtev nasilja v smislu, ne vem, pretepanja, klofute, psihičnega nasilja, fizičnega, ekonomskega, ne, tega je ogromno v naši družbi, ne. Manj je morilcev, ne. Pri morilcih je pa pač druga pesem, ne. Tega pa ne bi tako vsakega prepoznal, kakšni so zelo šarmantni, ne. Kakšni so, in govorim samo o tistih, s katerimi sem se res srečala, ne. Kakšni te že s pogledom omrežijo, ne. Se pravi, tudi recimo Metod Trobec, prvi serijski morilec slovenski, ne, pokojni, on je dejansko omrežil te ženske. In to ne samo tiste, ki jih je ubil. On je veliko več žensk omrežil in očaral, ni vseh umoril, kot bi kdo verjel, ne. On je enostavno imel nekaj v tem pogledu in kaj je zanimivo, jaz se z njim v živo nisem srečala. Tudi zato on je računal te svoje intervjuje, pač on je bil zelo nadnar, ne. Ko so ga obsodili na smrtno kazen, ni trenil z očesom. Ko je pa slišal, kakšni bojo stroški kazenskega postopka, je pa vzrojil, ne, znorel. Tako da zelo je bil na denar. In hočem reči, on je dejansko, že ko sem ga preko posnetkov, ki so bili narejeni, gledala, se je čutila ta karizma, ne. To je bil, sicer bom rekla, tak bolj kmečki tip moškega, široka ramena, čokat, ne, ampak prepričam vase. In niso te ženske prepoznale. Znal je nastopiti, ne. Znal je. Eni so, ne, imaš več vrst tudi morilcev med sabo, ne. Kakšni so res tisti krvoločni, zapiti, zadeti, ne. Kakšni so pa, ne. Skratka, ne bi prepoznala. No, ampak v knjigi recimo opisuješ svoj prvi primer, ko so te poslali pač poročati o umoru, šla si na Fužine in si pač pišeš, kako si se tja pripeljala in tam je bilo truplo prekrito z folijo. Kako se človek počuti, kako je tazga zagleda, sploh prvič? Jaz ga vidim še zdaj pred očmi, ne. To so pa tako, moj spomin je vizuelen in v bistvu se shranjuje tako, kot bi bila, ne vem, fotografi mogoče imajo to, ne. In v bistvu, ko ti meni to omeniš, jaz vidim sliko, jaz vidim pred sabo, ne. Tako zelo nepredstavljivo je, ne, ko vidiš prvič mrtvega človeka, ne, gibnega, ne. In ne razumeš, kar tam leži, ne. In to nekdo, ki ne bi smel biti mrtev. Pred domačim pragom ustreljen. V bistvu, takrat, ko delaš to, je v ospredju bolj adrenalin, ne. Novinarji, mi imamo vedno tisto, a bomo uspeli, a bomo dobili informacijo, bomo dobili izjavo, že takrat smo lutali, nismo vedeli, kje to je, smo se sam pognali na teren, ne. Potem pa to vidiš. Potem je pa druga skrb, ki si na terenu posnemi, nadleguješ te snemalce, ne, ker on že itak snema, ampak ti si ves paničen, nevrotičen, snemi to, ne. Tako da v bistvu jaz se vsem njim opravičujem za vse nazaj, ne. Dejansko, ko si v nekem adrenalinu, vidiš, da si že tam malo v šoku. Ker tudi na način, kako deluješ ob teh dogodkih, vznemirjen si, visoka napetost, ne, ampak se tega ne zavedaš. Narediš prispevek, potem pa to ostane s tabo, zavedno. To se zapeče in je grozljivo. Grozljivo je spoznanje, da v nekem mestu, kjer ti živiš, lahko pridejo ljudje, lahko imajo orožje in hladnokrvno strelijo nekoga. In to pomeni, da ta možnost obstaja. Če ta možnost obstaja, se lahko zgodi tudi tebi, ne? Ali pa tvojemu sosedu. Ni prijetno. Ni prijetno in ostane s tabo in gre v tisti tvoj kovček življenjski, ki ga nosiš potem naprej in vlagaš not nove stvari.
Ampak peva še malo nazaj na to prizorišče. Kako v bistvu to res sploh zgleda? A je to tako kot v filmih? Tam je truplo, tam so policisti. Ta prizor recimo je zelo podoben filmskih. Ne? V bistvu prideš na kraj, se prepeljemo, ne? V bistvu to je bilo že večer je bil, ne? In seveda, tam, kjer so luči zvečer, ki jih je malo več, kot so te ulične svetilke, veš, da se dogaja, potem hitro preletimo zraven, parkiramo v neposredni bližini, takrat se ne ukvarjaš z redarstvom pa s temi zadevami, ne? Prideš pač, dokler lahko prideš. Potem je pa tisti policijski trak in ko se zgodi kaj takega, ljudje pridejo. Tu, če bi bili v Zakotni vasi, bi bili vsi ljudje vseh 7 vasi zraven tam. Ne? Ljudje pridejo, stojijo, govorijo in ti pač prelezeš snemalcu. Zdaj, meni ni problem se zrivati. Ne? Jaz sem se to trenirala pri rokometu, brala sem pivo, se pravi, vedno sem bila na nasprotnikovi črti in ko molci levo, desno, pač greš. Ne? Takrat ni, gospa, se lahko malo premaknete. Ne? Oprostite, smo z televizije, tisti mikrofon imaš in rineš in prideš v prvo vrsto, bi se reklo. Prva vrsta je policijski trak, ne? Kaj ga še malo potisneš, ker seveda je valovit, greš dokler trak ne poči, snemalce. Skratka, zelo neprijetno je, problem pa je, ker ko prideš tja, ne, ti vidiš pač policija, kriminalisti, vse te uniforme, to res zgleda točno tako kot v teh filmih, to zelo dobro prikažejo, ne. Fotografi so, vsi tiste rokavice, ne, forenziki zbirajo daleč okoli. Vidiš pa še na nasprotni breg, ne, in na nasprotnem bregu se spomnim, ne, pa vidiš svojce, ne. Mislim, da je bila takrat blond, mlada žena. To vidiš tako, čez, ne? Ker to je bilo vse okolje ograjeno. Joka, ljudje padajo skupaj, kolapsirajo. Ne? To je nepredstavljivo, da domov se je vračal, mislim, imel družino. Ne? In vidiš še te prizore in je dejansko to je pa res tako kot v filmih, ker so točno tiste službe, to se da, ne, ko jih dejansko vidiš in je tako, ne. In tudi naši forenziki, kriminalisti, policisti so čisto enaki, ne. Tle ni razlike, da bi rekla, Slovenija, ne. Tle, nažalost je to enako posod. In potem naslednja postaja je pa sodišče. In? Tako. Kako pa tam zgleda? Sodišče je sojenje, ne? Sodišče je, bom rekla, kontrolirano ozračje, tam ni toliko improvizacije, ne? Tam ni toliko odvisno od tebe, skratka dovoljenje, pridobiš za snemanje, obravnave so javne, ne? Razen v delih, če gre za kakšno zelo občutljive družinske intimne podatke, potem počakaš zunaj, drugače priješ v sodno dvorano, ne? Mogoče. Novinarji pridemo dostikrat prej not, oziroma snemalce pustijo in potem snemalci počakajo, vrata se odprejo, obtoženi pride, zdaj lahko bi jih naštela stotine, ne, pridejo, odvisno kako je. In vidiš, ti pa skušaš razumeti, mi si vsi ustvarjamo predstave v ljudeh, kakšni so ti ljudje, ki so to naredili. Ker mi najprej vemo, kaj so naredili, ne? V redu, če bo sojenje se je to dokazalo, ampak ti veš, kaj so naredili in si narediš nehote neko predstavo, kot v vseh ljudeh, ne? In čakaš, kaj boš videl. Ne? In dostikrat pač ne vidiš enako. Ne? Pridejo ti ljudje, odvisno, koliko so nevarni. Ne? Nekateri imajo pač lisice na rokah, praviloma tudi na nogah, tako da hodijo zelo počasi, ne? Na vsake strani pravosodni policist. Kakšni so zapeti celo, če so nevarni, z lisicami potem še napast, ne? Da ne bi mogli. Ne? Recimo tudi obsojenec, o katerem, oziroma bivši obsojenec, kar je pokojni, ne? Ga opisujemo, on je imel tudi napas zavezano to. Usede se na zatožno klop in potem se začne. Ne? Tako da tam sedimo za njimi, dostikrat si zelo blizu njim, ne? V bistvu ga imaš pred sabo, ne? In gledaš tega človeka, to živo bitje in poslušaš, kaj vse ta človek naredil. In je nepredstavljivo, kaj vse lahko ljudje naredijo. Zdaj tako, jaz sem človek impulzivne narave, ne? Jaz znam hitro razjeziti, razumem to čustvo. Se mi je zgodilo, ne vem, v srednji šoli sem bila, so me doma neki provocirali, jaz imam brata in sestro, pa družina in včasih je bilo kar zelo živahno pri nas doma in se spomnim enkrat, nisem jih mogla več poslušati, ker so tako se zgrabila šalco polno in ne sem jo udarila v tla. Se pravi, jaz lahko razumem, da človek naredi nekaj impulzivno, ne? Ampak to, kar pa nekateri počnejo, ne, je pa daleč od tega. Hladnokrvno, premišljeno. Ne moreš si predstavljati, kaj vse človeški sposoben narediti. Jaz se sprašujem,
koliko more biti v teh ljudeh potlačenega, shranjenega, slabega, nasilnega, ne, da to v neki situaciji vzameš ven. Ne. Sej, kaj je tvoje mnenje? Zakaj ljudje postanejo taki? Jaz imam, to je moje osebno prepričanje, zdaj nekateri pravijo, da se določen del ljudi rodi res psihopatov, ampak treba se zavedati, da psihopat lahko rata tudi odličen direktor nekega podjetja in mislim, da marsikatero podjetje v svetu ima takega človeka na čelu. Ne? Ni nujno, da boš to usmeril v nasilje. Ne? Nekaj gre narobe. Nekaj gre narobe. Zdaj, ljudje smo različni. Ne? Jaz sem bila zelo senzibilna kot otrok, imam 2 senzibilne hčere in vem, kako hitro je lahko neka duša ranjena. Kako hitro je lahko neka zamera se rodi in se pol kotali, ne? Od malih nog naprej. Kako hitro smo lahko odrasli kruti. Nekateri ne vede, nekateri vede. Ne? Zdaj pa, to so pa tudi ljudje, ki so, ne vem, doživljali strašne oblike nasilja, doživljali, včasih je še hujša neka psihotortura, tlačenje, poniževanje in verjamem, da tako kot se meni shranjujejo vse te grdi prizori, ki shranimo nek fajl, da imamo fajl za slabo. Enkrat sem slučajno poslušala po radiju, so razlagali o anksioznosti. Češ, da v bistvu anksioznost je bila evolucijska prednost. Ne? V preteklosti, kdor je bil bolj prestrašen, kdor se je bolj bal, je vedel, prihaja dinozaver, medved, ne vem, kakšne vse vrste pošasti in je imel večjo šanso preživeti. Skratka, da anksiozni ljudje, med katero sodim tudi jaz, da je to pridobitev, ne? Da ni nujno slabo, ampak da za prekrit, ne, eno slabo informacijo o sebi, ko pa so izpeljevali naprej, ne? Danes ni dinozavrov pa tega, vsaj ne v živalski obliki, za prekrit eno slabo informacijo, da rabiš ti 7 dobrih, da se to izravna. Ne? In to je pa pri določenih ljudeh, v določenih družinah, določenih okoliščinah težko doseči. Jaz mislim, da je veliko več slabih, plus, če nimajo možnosti ljudje se šolati, kdaj ti začneš razmišljati o sebi, mogoče pa nisem tako super, Sara. Mogoče pa tudi jaz naredim vse prav. Takrat, ko bereš, ko imaš dostop do znanja, ko imaš možnost začeti razmišljati o stvarih, ki se ti dogajajo. Nekateri te možnosti nimajo. Nekateri doma nimajo ene knjige, nekateri nimajo staršev, ki bi otroku kupili knjigo, začni malo razmišljati, ne? In jaz mislim, da se to kopiči. In v nekaterih ljudeh, se pravi, več faktorjev je, seveda potrebnih, ampak mislim, da se tisti, ki sem jih jaz srečala, ki sem govorila z njimi, jaz mislim, da med njimi ni bil en, ki bi se rodil za biti morilec. To je moja čist občutek. Jaz sem zelo močno intuicijo do ljudi, odprli so se mi, začutili so, da jih vidim najprej kot človeka, potem pa kot človeka, ki je naredil. Ne? Tiste, ki sem osebno srečala. Ne? In jaz mislim, da je to, da se to kopiči. Sej, ti si res kar precej temi in osumljenci, obdolženci, obtoženci govorila. Kako pa si vzpostavila stik z njimi? A si lahko prešla to neko sliko, kaj so naredili? Oziroma, me tudi zanima, kako so se oni odzvali na te? So bili... Oni so tako, ko sem jaz prišla. Res, da sem prišla v poziciji, ko so bili že zaprti. Ne? In takrat, ko je človek zaprt, ni tako močen. Ne? Razen enega, ki je resnično, sem se ga strašno bala takrat in ta bi me lahko ali užgal, ali za vrat prijel, ne vem. Vse je bilo pričakovano, na koncu koketiral z mano, pa spet bi me, temu je preklapljalo, ne? Ampak zanimivo, ravno on, imensko ga omenjam v knjigi, je pa imel možnosti v življenju. Povem, kako so me pustili, vidiš, jaz tudi preskakujem, tako kot je moj. Oni so tako, ko srnice te pričakajo. Oni tudi ne vejo, kaj pričakovati. In ko vidijo, ne, se pravi, da prihajam tam, bom rekla, tako kot kako pleme, ne, ko je prišlo k Indijancem in rečeš, prihajam v miru, ne, ko on vidi, da mu nočeš slabega, ne, te pusti blizu. Seveda pa sledijo tudi vprašanja, ki jim niso več všeč. Ne. Ampak jaz mislim, da... Kakšno vprašanje jim pa niso všeč? Všeč jim niso, recimo, ko prideš do sredine pogovora, ne, pa prideš, kar najprej začneš, kdo ste, pa kaj ste, ne. Ko pa začneš spraševati, zakaj ste to naredili, pa se pa začne, ja pa sej nisem jaz, ja pa sej to, zdaj mislite, da to priznam, tako. Ampak oni dejansko, če vidiš v njih človeka in v njih je tudi človek, ne.
te sprejmejo, ne? Ker oni so ljudje, oni so tako kot mi. Sam, da so določene stvari naredili drugače, ne? Na drugačen način. Tako da tu moraš igrati fair in jaz res nimam take vrste predsodkov, da bi rekla, da je to nevredno bitje, da je pošast, da nima kaj živeti, da ne se vrže v reko. Ne mislim tako. Ne? Čeprav sočustvujem globoko in močno za žrtvami, kar sem tudi z njimi delala. Tako da jaz lahko razumem obe pozicije, ampak dejansko vsi smo mi ljudje. Ne? In to je tako, ko prideš zdravniku. Ne? Kaj narediš? Ne? Imaš neko stisko, neko težavo. Če prideš k nekomu, ki te prvič pogleda v oči in te pozdravi in ga zanima, kaj se ti dogaja, se boš odprl, boš povedal o svojih težavah. Če pa prideš in se je tudi meni zgodilo, da prijem v ordinacijo in gledati, uležite se tam, pač trci, ne? In pa ne poveš sploh vsega, kar te tare. Tako da mislim, da je princip isti, ne? Zato tudi lahko oni živijo 20 in plus let v zaporu, ker tudi tam se vzpostavijo kot neka družinska subkultura, ne? Oni dejansko zaživijo, tam je tisto neka država v malem, ne? In ne nagajajo vsem enako. Če recimo so pravosodni policisti fair, ne bojo jih kar tako provocirali, ne? Tako, mogoče kakšni za kratek čas, ne? Pa imajo še težave z mamili in tako, ampak jaz mislim, da vsi ljudje iščemo isto, ne? Razumevanje, ne? Ljubezen, potrditev, da smo dobri. In v zaporih točno to delajo. Skušajo jim pokazati, da so dobri, pa če ne drugo, enega morilca imajo, ki je nesposoben za delo, tudi o njem pišem, pa so ga naučili z temi šibicami, ne? S temi starimi, ne? Požigalicami, ja? Delati stolčke, pa tako, ne? Vsak človek hoče biti ljubljen. In jaz mislim, da pri teh ljudeh je bilo premalo ljubezni. A pa čutijo kaj krivde, obžalovanja? Nekateri ja, nekateri pa ne na ta način tipičen, ne? Jaz sem enega trojnega morilca vprašala, ta bi bil lahko za hollywoodskega igralca, ker je čeden, postaven, možat, samozavesten. Tako, znal bi, ne, pa ni v bistvu ustrelil je 3 ljudi. In sem ga vprašala, če čuti pač občutke krivde. To sem ga pa vprašala zato, ker na sojenju, ko sem bila, so rekli, da nima empatije, ne, da je brez empatije, ne, kar je zelo težko tudi doreči, ampak verjetno, ne. In je rekel, veste, jaz ne izražam to na tak način. Kaj pomaga, ne, da jaz zdaj vam razlagam, kako mi je žal, kaj rešim, ne? Je rekel, to se kaže na drug način. Ne? In s tem se strinjam. On je šel tudi v zaporu študirati teologijo, ne? Skratka inteligenten človek. Lahko bi bil zelo uspešen v življenju. Pač šel je tja. Vmes so bila tudi mamila in to. In je rekel, da pač on na drug način vidi to svojo škodo in se mu zdi zelo plehko in lahko, da bi zdaj on na tak način obžaloval. Je rekel, družba pričakuje obžalovanje na en določen način. Jaz to čutim drugače. Tu sem mu verjela. Ne? Kako pa? Na način, da skuša ne več ponoviti tega, da skuša se največ družiti z ljudmi, ko bo prišel ven. Zdaj že hodi ven, tudi za vikende že nekaj dela, ne, se resocializira. Skratka, on ni oseba, ki bi mogoče ravno zaradi tega svojega nastopa, da mu tudi to ne dopusti, ne? Ampak, ko pride ven, dela stvari prav. Ampak zavedajo pa se, kaj so naredili, da so vzeli življenje. Ja. Jaz mislim, da ja. Jaz mislim, tisti, ki si zanikajo dobro, recimo, ne, kakšne imajo so tudi socialno osebnostno motnje, ko so prepričani, da so drugi. Ampak jaz rečem, ti lahko celemu svetu lažeš. Globoko v sebi veš. Ne? Globoko v sebi veš, da če si bil v prostoru z eno žensko, si imel v roki nož, ne, in je bila ona privezana in si bil ti nad njo, ti dobro veš, ne? In če si šel s tem nožem, ne sam po telesu, ampak čez vrat, ne? To noben me ne bo prepričal, ne? Da človek ne ve, tudi če je pozabil, pač jaz verjamem, da smo mi zelo
bitja, ki dejansko se zavedamo. Ne? Tako. Zdaj, lahko si daš, ne? Dosti ljudi tudi v bistvu gre čez neko preparacijo, pripravam, je tako, ko imajo zdaj mladi za maturantski ples, ne, moja hči, da jih odvetniki tudi dostikrat pripravijo, ne? Kako morajo nastopiti in potem začnejo že vrteti tem svojim pravljicam. Pa ne bom čez odvetnika, ampak dejansko si naredijo neko strategijo, ja, pa se nisi, ampak če pogledate, ne? Če ti nekoga ubiješ, je to tudi zate stres, ne? Če ti veš, da te čaka 30 let zapora, je tudi zate stres in si v šoku. In kakšni smo ljudje, ko smo v šoku in v stresu? Smo labilni, nismo toliko prepričani, hitro, ne, hočemo verjeti nekaj drugega, kot če bi zdaj izvedela, da imam neko neozdravljivo bolezen, grozno, ne? Sej iščeš obrambne mehanizme. Jaz mislim, da oni dejansko tudi hočejo verjeti, da ni bilo tako. A oni, ko se zavejo, ne, zaveš se pa, ko si kar naenkrat v preporu, in ker nisi več doma, ne? Nisi več pri družini, ko zgubiš družino, ker ne živi več s tabo, ker ne more živeti z morilcem, ne? Si nadenejo te obrambne mehanizme in pa začnejo verjeti tem svojim pravljicam. Dostikrat je to po mojem tudi obrambni mehanizem. Recimo mama ubila svoje 2 otroka. Jaz sem jo srečala na dvorišču, šla sem eno drugo zgodbo snemati, na ženski zapor, ne? Ker tudi na ženske pozabljamo, ker jih je manj, ampak so. In ona je res verjela, da tega ni storila. In jaz verjamem, da se ni lagala. Potem je pa klinična psihologinja rekla, ljudje se zaščitimo pred hudimi čustvenimi, stresnimi takimi zadevami z amnezijo dostikrat. Pozabimo, tam se pa ne spomnim. Ne? Tudi v bistvu zdaj na dosmrtno zapor obsojen, ne? Trojni morilec, on se pač ne spomne tisti čas, ko se je zgodilo. Lahko se to res zgodi. Pozabi zato, ker je preveč grozno, tudi za morilca samega. Preveč grozljivo, da on sprejme, da je to naredil. In si dajo nek filter čez in se ne spomnejo. Ne? In dejansko tako lahko živijo. A ti, ko vidiš človeka, recimo, ko stopiš v sodno dvorano, veš, a je kriv ali ne? Ali... Novinarji smo malček obremenjeni tu, zato ker recimo primer gospoda, ki je iz ljubosumja zažgal svojo ženo, ne? In so ga potem je zbežal in potem so ga lovili in bili smo na terenu, ne, sosede spraševali tako. Dejansko ti veš, kaj se je zgodilo, ne? Okay. In potem, ko veš, kaj se je zgodilo, ne, težko si predvidevaš, da ta človek ni kriv. Lahko samo razmišljaš v bistvu okoliščine, zakaj je ta oseba, ki je do včeraj funkcionirala dobro, je to naredila. Ne? Vidiš in pa ne. Čeprav je pa tako, no, moja izkušnja je, ampak to pride z leti, ne? Zdaj, ko gledam nazaj. Ljudje, ki so morili, imajo eno specifiko. Oni imajo nek hlad, neko temo v očeh. Oni dejansko, ti vidiš mrak v njihovih očeh. Silvo Plut je imel izrazito svetle oči, te oči so hladne. Drug morilec ima rjave oči, te oči so hladne. Jaz mislim, da ti ljudje, ki vzamejo neko življenje, da ubijajo tudi sebe. Oni niso več isti, oni se predrugačijo. In v tem pogledu ti resnično čutiš mraz. Lahko jih snemaš poleti, 40 stopinj, mraz gre z oči ven. Neka tema, neka ugaslost, ne vem, kako bi izrazila, ne vem, če je to sploh pravilna beseda. Ne? Oni ugasnejo. Omenila si Silva Pluta, kakšen je bil? Ja, on je bil različen v različnih okoliščinah, ne? In tu lahko vidiš, jaz sem bila, na sojenjih sem ga spremljala, že smo bili na Jančah, ne? Šla sem na tisti teren gor, takrat, ko smo, ne? Grozno je bilo, grozljivo. To je pa hujše, kot v filmih. To je bilo pa huje kot v filmih. Zato, ker smo bili tam, ker je bilo še toplo. Ne vem, kako izraziti. On je zjutraj ubil žensko, mi smo šibali gor, ne? Sneg, gremo gor, vidiš policista na konju, snežni metež, dotlene smete, tam blokada. Naletela sem na soseda, slučajno, ne? To se ti zgodi, kateremu se je mož od umorjene zatekel. Ja, k meni je prišel, jaz vidim človeka, kaj pa rekel? Ja, da mu je Plut ženo zaklal. Mislim, to so grozljivi, ne? In to so bili vsi v šoku, kogarkoli smo tisti dan srečali, to je bilo resnično direkt po zločinu. Potem naslednjič sem ga pa videla na sodni obravnavi. Ne? Prišel je popolno, oziroma že prej sem njega srečala, ker je prišel v Slovenijo, no? Takrat je bil kaj fuzbalerček. Jaz sem ga pravilno napovedala, kaj je bilo meni hecno. Jaz sem rekla, pa on je kot da bi igral za, ne vem, nogometni klub neke lige, ne?
In pol mi je rekel, ko smo imeli intervju, je rekel, ja, jaz sem hotel vedno biti fuzbaler, ne? Vidiš, da dejansko nosijo nekaj. Ampak na teh obravnavah, te glavnih za umor, je bil kontroliran, ne? Več ali manj. Po tistem je pa bila ena minorna obravnava za neke ukradene tablice. Pa smo vseeno ga šli snemati, ne? Ta čas, ko je bil v priporu za to. In se mu je pa odpeljalo. Takrat je pa začel bevskati, pa lajati proti kameri in to vidiš v bistvu, da ti ljudje imajo več različnih obrazov. Ne? Kaj ga je tisti dan razjezilo, ne vem, ampak on je začel dobesedno proti snemalcu, se je bil oklenjen, pa dva, ne, jaz rečem, goriljaka je imel zraven, močna, ne. In vidiš, kaj vse je sposoben narediti. Med intervjujem je bil zelo miren, ne, ampak treba si zavedati, ne, takrat je bil v pričakovanju, kaj bo reklo sodišče, ne, bil je še nepravnomočno obsojen, oni pač tudi igrajo, ne, določene stvari. In res je upal je, da bo v bistvu javnost razumela, zakaj gre. On je bil v bistvu v osnovi trpinčen otrok od malega, kar jaz rečem, jaz sem rekla in to rečem še enkrat, on je izdelek naše družbe. Čeprav je imel tudi brata, ki ni ratov kriminalec, ampak on je bil tepen strani očeta, zelo grobo. Mama se je tudi življala nad njim, ne, ker oče je hodil pol na delo v tujino. Šola je bila od 1. razreda osnovne šole seznanjena, da ima težave. Klicali so starše v šolo, seveda starši se niso odzivali, ne. Oče mu je z Nemčije kupoval žoge, da bi on brcal, ker je hotel biti nogometaš. Mama, jezna na očeta, mu je te žoge prebušala, ne, in ga poslala na njivo. Skratka, doživljajo psihotorturo, ni bil tako intelektualno sposoben, da bi to sam prenesel, ampak jaz sem rekla, če ti veš za otroka pri 6 letih, da raste v nefunkcionalnem okolju, da je doma nasilje, da je doma alkohol, ne, da se starši ne odzivajo, jaz mislim, da za takšne ljudi naša družba bi morala znati poskrbeti vsaj do takšne mire, da ne gre v skrajnosti. Tako da tu, to je moje osebno stališče, ne? Ker eno je, da ti za nekoga ne veš in da se mu lepega dne strga, ampak to je bilo, ne? Pričakovano, skoraj na nek način. Ja. Zelo močno se te je tudi dotaknil ta 4-kratni umor v Tekačevem. Bila si tam, v tisti hiši. Tudi meni so šle zdaj malo kocine po koncu. Gre. Ravno, mislim, pred kratkim je bil Kamenik oproščen. Pravnomočno. Ja, tega konec zgodbe. Ja, tako da... Tekačevo je v bistvu zgodba, ki boli po mojem veliko ljudi, ne? Predvsem je pa boleče spoznanje, da nekdo pride, umori 4 ljudi, od tega 17-letno punco, strelom v glavo, ne? Pod najemnico 36 let, starega gospoda, ne, 73 ženo. In da ta človek se sprehaja svobodno po zemlji, občutek, da lahko kaj tako groznega narediš, ne. To ni, da nekdo ukrade, ne vem, čokolado ali pa najstniki, da ukradejo liter ruma v trgovini, ne. Občutek in zavedanje, da lahko tak zločin zakriviš in da nikoli ne plačaš kazni, je boleč. Je boleč in ko prideš v to hišo, jaz sem v bistvu takrat res še za oddajo Preverjeno, nam je v bistvu nečak umorjenih lastnikov hiše, je podedoval to, oni otrok niso imeli in on je večkrat pri njih v bistvu se zadrževal, poleti na počitnice je hodil in takrat nam je odprl spet hišo. Pred kratkim sem šla spet v njo. To je pa srhljivka. To pa ne bi bila kriminalka. To pa sodi v sektor srhljivka. V tej hiši vonjaš smrt, v tej hiši vonjaš tisto, kar se v družbi ne sme zgoditi in en tak občutek nepravičnosti je not, ne. Tam so nič ni premaknil gospod, ne. On je pustil tako, najprej mogel pustiti tako zaradi preiskovalcev, ko se zgodi zločin, ti ne smeš ničesar premikati, ne. Grozljivo je, ti priješ not, vidiš čevlje teh ljudi, ne. Na levo je soba, recimo, ki je bila ta zloglasna blagajna, ne, zaradi katere naj bi vlomili, v bistvu prišli sploh. Zvonček zacingla na vratih, tako kot takrat. Nasproti pred očmi imaš koledar, marec, ta setveni, ne vem, ne, kaj saditi, marec 97, ne. V sobi so obleke obešene, omare so polne,
ne, oblek. Od gospe, od gospoda, greš naprej, prideš v sobo, vidiš papirje, ne, tam, kaj se je ta 17-letnica učila. Jaz si ne morem predstavljati, jaz si to res ne morem predstavljati, kakšen človek lahko pride v prostor, ne, in ubije eno gospo, ko ti odpre vrata s strelom v glavo. Prva stvar, gre naprej. Potem gre naprej v kuhinjo in tam imaš eno dekle, ki se uči za šolo, ne vem, matematiko, slovenščino, ne vem, kaj točno imela. 17-letnega otroka, dekle, kakšen človek. To je zame res nepredstavljivo, ker ne, da so umori razumljivi, daleč od tega, ne? Ampak jaz si to niti razumsko ne morem razložiti. Zakaj? Lahko si razumsko razložim, da pride do nekega konflikta, ne? Lahko si razumsko razložim, da je nekdo pod vplivom substanc, alkohola, da gre za ljubosumje. Lahko to razumem, seveda ne sprejemam, ampak vsaj iščeš, mi ljudje iščemo nek odgovor na vprašanje, zakaj se je nekaj zgodilo, ne? Lahko razumem, da je v zadju pohlep, da nekog, ne? Ampak 17-letnico, ne? In to, a si predstavljaš, pride proti tebi. Kaj je mogla ta punca doživeti? Jaz, nažalost, imam jaz to uživljanje v srednji šoli smo malo v gledališču igrali in smo se uživljali v druge vloge. In jaz pridem, to se mi zgodi, ne? Jaz, ko pridem v nek tak prostor, kada bi se prelevila, ne? In bi šla, ne? Ker vem, kje se je kaj zgodilo in pa stojiš v isti veži in rečeš, tu je zdaj ona odprla vrata, ne? Ta 75-letna gospa in je dobila strel v glavo. In pa si predstavljam tisto punca, ki je gledala, ker kuhinja je podolgovata. In ona je pogledala tako in je videla zamaskirane ljudi s pištolo, z dušilcem. Če se ne motim, tudi ni takoj umrla, ali kako že bilo, ne? Ona je, drugi so takoj umrli, ne? Ja. Ona je v bistvu 4 ure, ne? In jaz sem rekla, 4 ure je v agoniji in v bolečinah, ne? Verjetno ravno zato, ker je bila pač mlada ali pa tako ustreljena, ne? Mlad organizem se bori, hoče živeti, ne? Kdo hoče umreti pri 17? Ne, jaz sem bila tam, jaz sem pisala, meni gre še vedno kurja polt in čim se približam tako, ne? Vse vem, kje je tista pena za britje v kopalnici, tam vidiš navijalke, tam resnično tako, no. To je, nisem povezana s tistimi ljudmi, ampak mene to boli. To me pa res boli in boli me spoznanje, da je to šlo mimo na tak način. Jaz se spomnim, enkrat smo se o tem pogovarjali, si rekla, da te je zelo pretresalo tudi to, ko si predstavljala, ti imaš hčero, 17 let, in ko si predstavljala, pač tam je bila 17-letna punca, tako da v koliko varnem svetu sploh živimo, kako ti v bistvu kako vpliva to nate? Ja, ko sem šla takrat not, ne, zdaj sem bila pred kratkim, sem bila v Sanzoni, takrat, ko sem šla not in o tem tudi pišem v knjigi, je bila moja hči enako stara, ne, in potem jaz pridem domov, ne, in gledam to svojo 17-letnico, ne, in si predstavljam, ne, naš svet nažalost ni tako varen, kot si mi predstavljamo, ne, je pa lep in je treba iskati lepe stvari, ampak še zdaleč ne. In jaz tudi žal nosiš to s sabo, ne. Jaz sem veliko bolj prestrašena mama, čeprav se trudim biti korajžna in ne pokazati tega, ampak mi ni fino. Jaz vem dejansko, če se v napačnega zaljubiš, te lahko stane glave, ne. Če se v napačnega zaljubiš, ne bo te pustil stran, ne boš od nobenega. Kako pa to potem doma sprejemajo? Z njima se ne pogovarjam direktno o teh stvarih. Obema ta rada, kriminalke, vse to gledata, ne. Seveda jih zanima, ampak jih skušam ne obremeniti, ker ti hitro lahko nekomu preveč teme pokažeš in potem ne vidi sonca. Ne? Je pa tako, jaz, ko gresta zvečer ven, družba, res teroriziram jih, ne? Rečem, niti po moti mi ne greš, po noči peš, ne? Tako, sem res stroga, ne? Šprej imata za vsak slučaj, čeprav jaz nikoli ne vem, a to človek sploh lahko uporabi, če nekdo plane nate z zadnje strani, tako. Malo sem paranoična na trenutke, ne? Ampak sta to sprejeli, ker sem to že odvedno, ne? Ja. Ker odkar sta prišli na ta svet, sem jaz že, ne? Tako da v bistvu imata te varnostne mehanizme, nisem obremenjena s šolami, nisem obremenjena z nekim uspehom, z nečim, ampak z varnostjo tle pa sem, no. Tako da, kakor se da. A te je kdaj strah, da bi te katero od teh obdolžencev, obsojencev
ne vem, da bi te najdel potem, ko ga spustijo na prostost, da bi se ti maščeval. Verjetno imajo tudi še vedno te ljudje prijatelje zunaj, ne, ki jih lahko pokličajo. So bili določeni, kaj je stvar v tem? Ti tudi, ko snemaš z njim intervjuje, ne? Če samo poročaš, je eno. Te lahko vzame na piko, to nikoli ne veš, ne? In te pričaka. Pač jaz sem zelo izpostavljena, ne? Ni težko, ne, tudi obrazno se, ne, časopisni novinar se še malo skrije, ampak se te najdejo. Danes res ni to. So ljudje, ne, ki so mi tudi nakazali, ne. In problem pa pri ljudeh je, da za njih čas ni čas, ko teče pri nas, ne. Recimo, jaz sem jezna na neki zlo, ne, in potem ta jeza, danes, ne vem, sem rdeča, jutri bom malo manj in razvodeni, greš naprej, ne. Oni imajo čas, ne. Njihov čas za določene drugače teče. In če se ti nekomu zameriš, ne, so tudi te pomisleki bili, so mi tudi že grozili, ne. Nekdo nedolgo nazaj, da poročala sem in sem omenila v neki zgodbi njegovega očeta in da to ni pravično in kaj sem jaz to naredila. In sem rekla, dajte, pridem k vam, se bomo pomenili, jaz se opravičujem, pač prepovedal nam je snemati na javnem mestu, ker se je pač tam neko kaznivo dejanje zgodilo in sem rekla, meni je zelo žal, veste, tako, ne, to ni v redu in sem rekla, lejte, bom prišla s kamero, se bomo pomenili, ne, se bomo mi pomenili zunaj, se bomo raj zunaj pomenili. In kot je nekdo to, ki ima 1,90 m, 120 kg, vse v mišicah, potetoviran, vse te tovaže niso, ampak dejansko nevarno izgleda človek, ukvarja se z nevarnimi kaznivimi dejanji, ko ti to reče, in ko ti reče, kaj pravosodni policiji zraven, ne? Se pravi, veš, da se ta ne boji nikogar, ne? Zdaj pa... Ampak kaj pa potem narediš? Nič, vdihneš globoko, tako kot zdaj, ko se spomnim, ne? Pospiješ malo vode, pa greš naprej, rečeš na svidenje in greš. In ne veš, ne? Tako da to je bilo nekakšna grožnja, poskus ustrahovanja, ali je kaj na tem, pa ne veš. Kolikšen delež teh zločinov pa ostane nerešen pri nas? To bi pa težko rekla, to je polje statistike. Ta hujši zločini se raziščajo, to Tekačevo, ne? Ta hujši zločini, zakaj se raziščajo? Zato, ker so večinoma narejeni, na žalost, v družinskem krogu, ne? Velik del krvnih deliktov je, ne, so tisti najbližji, ne? Da bi bili neki naročeni umor in to, ne? Ni toliko tega, ne. Tako da te stvari se kar raziščajo, ne. Kaj se pa pol dokaže, kaj se s cimi, jaz vem, da zelo trpijo, žrtve zelo trpijo oziroma svojci žrtev, ne. Velikokrat se potem nekaj, kar je na začetku umor, rata uboj, ne. Nekaj, kar je na začetku lahko 30 let. Treba je razumeti, ne. Nekdo ti ubije največ, kar imaš, tvojega otroka, ne. In potem uspe dokazati, da je bil uboj, ne. Potem dobi 13 let, potem je po 7 letih lahko že zunaj, kar do 15 let je po 50. Tako, jaz lahko razumem svojce, ne. Ker včasih že to, da nekomu preseka življenje, ne, neka kazen mora biti. Tako da tukaj je ena velika bolečina, ne, prisotna, je pa tudi nekaj res, ne, za žrtve in je premalo poskrbljeno in tudi zato je edina stvar, ki oni imajo na voljo, da bo ta oseba kaznovana, ne. Suport za žrtve je premajhen. Ampak te kazni so res kratke. Kako pa potem izgleda, ko se te ljudje vrnejo nazaj v življenje na prostosti? A se sploh lahko normalno živijo potem? Eni jajni, ne. Nekaj njih se tudi preseli, ne. Zdaj je bil že v bistvu skoraj na pol zunaj, ne. O njem tudi pišem v knjigi, Morilec, ne. Bil je že, obiskala sem ga večkrat, on se je celo poročil v zaporu, tudi to je možno, ne. Nekateri celo zanosijo v zaporu, tudi ženske in moški, ker oni imajo pravico, če imajo partnerja, da pride pač enkrat na mesec prenočiti in se pravi, tudi rojevajo se otroci, ne, zaprtim ljudem, ne. In v bistvu večkrat sem se z njim pogovarjala, je bil že zunaj, ne, pa se je pa zunaj zgodil incident, ne. In je zdaj spet not. Tako da kako se oni v bistvu skrijajo, težko se skrijajo, ne, dostikrat se odselijo potem. Grejo v neki drugi kraj, ne, družba malo pozabi, na žalost je zločinov ne zmanjka, ne, in tisti, ki so morili recimo 30 let nazaj, za mlade generacije so pač nepoznani, ne, hvala Bogu, da televizija ponuja toliko kriminalk, da jih ne zanimajo toliko
te konkretni in potem pa postarajo se, ne, drugačni so. Ne. Dobro, ampak ponovitvene nevarnosti pa ni. Pri umorih je zelo majhna, razen če gre za res neke duševne težave, ne? Tako da tu ne moreš ponoviti, ne? Če si recimo ženo si ubil, dobro, lahko bi še naslednjo, ne? Recimo. To vse stvar, ampak se pa še nekaj zgodi pri teh ljudeh, ne? Če ti moriš in priješ v zapor in si star 30, ne? In dobiš 30-letno kazen, boš šel ven, ko imaš 50. Kaj se zgodi ljudem, ko so stari 50 plus, ne? Upočasnijo se, pojenja moč, čist fizično, jim zmanjka moči, da bi oni bili spet tako nori in da bi iste stvari ponavljali. Ker ko se staramo, ratamo vsi malo bolj umirjeni in tudi kriminalci. Tudi njim je v bistvu starost, bom rekla, en tak varovalni mehanizem, da ne bo šel več na to, ker ne more več tega življenja on furati, ne. Zdaj se v neke bande pa tako, pa ne bi ga sprejeli. Minilo je 30 let, ne? Nekdo, ki je šel not, ni imel sploh touchscreen telefona, ne ve, se težko znajde. Ne? Ta morilec, ki piše v knjigi, on ni poznal krožnih križišč, recimo. Še jih ni bilo takrat, ko je šel not. Tako da svet se je predrugačil. In zaradi tega so potem prestari, da bi se spet v neke hude mafijske stvari. Ker tudi tu, ne? Tako kot pač pravi potrošniški moment, ne? Ti moraš biti optimalen, močen, sposoben delati, da si, ne? A pa imajo v zaporu, najbrž imajo neko psihološko podporo? Ja, to je, zapori recimo, zapori pri nas niso narejeni samo, da kaznujejo, ampak da resocializirajo te ljudi in se resno trudijo, ne. Imajo v bistvu vsak, ko pride v zapor, na začetku je tisti, ki pride na Dob, isto je na Igu, za ženski zapor so mesec dni, ko jih oni dejansko pregledajo, zdravniki, psihologi, socialni delavci, naredijo jim individualiziran načrt, se pravi, določijo, za kakšno osebo gre, kakšna je kazen, v kakšen sektor ga bojo dali, kakšne so osebnostne lastnosti, če je tudi suicidalno ogrožen, če ima težave z mamili, recimo, in potem ga dajo v programe. Oni imajo od programov za zdravljenje odvisnosti oziroma najprej metadonske, vse te stvari, za alkoholike imajo programe, za nasilneže in jih skušajo reintegrirati, ponudijo ti delo, ne, tisti, ki je delovno pač sposoben, lahko delajo, tako da oni jih zelo spodbujajo k temu, da postanejo aktivni in da začnejo počasi popravljati te stvari. Je pa odvisno vse od zaprtega samega, ne. Če ni motivacije. Kakšni so pa odnosi med njimi v zaporu? V filmih velikokrat vidimo, da recimo do, ne vem, morilcev, pedofilov so tudi med sabo malo. Ja. Hecno je, ne, hecno je, imajo, to imajo. Jaz sem bila zraven, ko je ravno tako mi je grozil, bila je skupinca, ne, mladih, mislim, zaprtih in sem rekla, če bi jih lahko posneli v noge, ne, pač ti ne moreš ljudi tam snemati. In pol prva opaska je bila, posnamte njega, posnamte tega pedofila, ne. Tako da oni so in dostikrat so ljudje, ki so zaprti zaradi spolnih kaznivih dejanj, so v bistvu v lažjem prestajanju, dajo lažji režim, da jih zaščitijo pred zaprtimi. Ker zapor ne samo, da varuje družbo pred zaprtimi, ampak mora tudi zaprtega varovati. Ne? Dolžnost je, da je on tam in njih izživljajo. En morilec, ki je v bistvu umoril župnika, kotiram tudi pišem, on je dejansko potem drugega trpinčil in mi je to mirno povedal. In ga je uhapsil, on je bil obsojen, ne? Drugi župnik, ker sem tudi sojenje pokrivala, skratka, je rekel, on je bil z mano na delovni terapiji in jaz sem mu rekel, vsak dan mi je nosil čokolade tja, ne? Dokler je bil, če ne, pazi se. In on mu je mogel iz svojega denarja, ker to ne dobiš ti čokolade, pa te pa napolitanke in ta se še hahljal zraven. Tako da jih trpinčijo, zelo ne marajo tudi takih, ki se spravijo na lastne otroke, na ženske, ne. So pa visoko na ceni tisti, ki goljufajo, ne, ropari. So zelo visoko na ceni, ne, tako, ko bi rekel Ocean Eleven pa tele, ne. Tako da imajo svoje skupine in ravno zato je delo v zaporu težko, ker ti moraš paziti, da se tudi med sabo naredijo te skupine, ne, pa da so te napadi. Vse v to vlaga veliko dela. Veš, kaj me še zanima, zakaj se ti zdi, da ljudje tako radi beremo, gledamo in poslušamo o zločinih, ker to je črna kronika, je zmeraj najbolj prebrana rubrika, ne? Kriminalke so popularne. Kaj je tisto na teh zločinih, ki nas tako privlači? Jaz mislim, da vsi ljudje imamo v sebi en določen delež
neke vrste nasilja, nasilnosti, ne? Mi tudi jezni smo, ne? In zelo nas zanima in to je del nas samih, ne? In vsi, jaz mislim, da vsak bi v določenih okoliščinah lahko drugemu živemu biti v neki naredu. Zdaj, motiv za to je zelo različen, ne? Če bi bila jaz ogrožena, bi brez težav koga ustrelila. Ali pa če bi ogrožen moj otrok, ne? Tako. Hočem reči, da jaz pravim, da človek v sebi zadržuje več osebnosti, ne bojo vse prišle do izraza, ampak imamo to v sebi. Če bi bila vojna, ne? Kaj se zgodi, ko je vojna? Ubijajo tudi ljudje, ki sicer nikoli ne bi, ne? Se pravi, mislim, da tu spoznavamo tisti temni del, ki je pri nekaterem izražen, ne? Zanima nas, plus poznamo tudi ljudi, žal, ki počnejo te stvari, ne? Slovenija je majhna in v Sloveniji je to zelo zanimivo, ne? Bojim pa se, da v eni fazi, kar se jaz bojim, po mojem okusu je tega danes kanček mogoče preveč, ker se ustvarja en občutek, da je to normalno, ne? Če ti veliko tega spremljaš in gledaš, ne, si desenzibiliziran, ne? Ni nič to kaj tazga, ne? Bojim se za te mlade generacije, ne? Tako da tu predvsem resnično, jaz, kot rečeno na začetku pogovora, rada gledam kakšne zelo lahkotne vsebine, ne? In imam težavo najti to med tem, kar se ponuja, ne? Mislim pa, da nas zanima tudi, zakaj je oseba sposobna to narediti. Vsi skušamo dognati tudi sama. Ti hočeš razumeti, kar je tisto, mogoče je samo varovalnih mehanizmov, kaj je tisto, kar človeka nese čez, ne? Saj kaj je tebe v bistvu pritegnilo k črni kroniki, k kriminalu? Tudi, da toliko časa vztrajaš v resnici? Tja, to vprašanje je zelo težko, ne? Kako bi to odgovorila? Preprosto, ne vem, kako odgovoriti, ne? Slučajno sem prišla na to črno kroniko, ne? Potem pa vztrajala. Moš vedeti, da marsikdo tudi gre, ne? Pride, poskusi, pa je preveč. Je preveč in si reče, ne, meni je grozno, sem imela že sodelavke, ki so me kdaj nadomestile, šle na obravnavo. Jaz ne vem, kako to lahko delaš, ne? Kar je težke vsebine so, ne? Meni se pa zdi prav o tem poročati, meni se zdi prav o tem povedati, da družba razume, ker če razume, bo jutri lahko nekoga, ki bo podobne znake kazal, bo pristopila, bo skušala kaj preprečiti. Jaz globoko verjamem, da vedenje spreminja naše življenje, ne? Da mi lahko souvplivamo na to, kako bo nekdo živel in a bo ta naredil nekaj zelo slabega, ali mu boš ponudil, ne? Tako, ker mi hitro izločamo ljudi. Med temi, ki so v zaporu, je veliko ljudi, ki je zaradi določenih specifik, ne, izločenih. Ne? Recimo Šalčka, ne, tule, Kurt Cobain, jaz sem ga zelo rada imela. On je imel ADHD, on je bil izločen, ne, je šel v mamila, samomor. Hočem reči, ljudje, čim so malo drugačni, so izločeni. In med kriminalci je veliko takih, ki zaradi neke svoje nesposobnosti, nezmožnosti, tudi neprilagojenega vedenja so bili izločeni. In to se lahko razraste kot rak. Ne? In če ga ne ustavljaš, ne? Samo da pri raku pač nastrada človek, ki ga ima, tu pa lahko nastradajo nedolžni ljudje. Tako da jaz mislim, da je odgovornost družbe in potreba, da razumemo, ne? In da pomagamo tem ljudem, ki so del naše družbe. Ne? Pa ti potem uspeva kljub vsemu temu slabemu, kar vidiš, ohranjati nek življenjski optimizem? To pa ja. Je pa res, da imam veliko kanalizatorjev, ne? Doma imam tudi kužka, pa 2 mucka, ne? Tako da hčire, včasih je težko, priznam, da mi je včasih težko, da me dotolče, ne? Pa si pa rečem, sej, to je dolžnost vseh nas, no? Pa pridem v knjigarno, pa ne, da delam reklamo, ampak barve me zelo privlačijo. Tako, so majhne, lepe stvari in jaz mislim, da vsak dan je treba, saj se odločimo, ne? To je res, ko pravi, zdaj te mislice, saj se ti odločiš, ne? A bo dan lep ali bo grd, no? Ker imaš dovolj razlogov, da je grd ali dovolj razlogov, da je lep, ne? Kaj se boš odločil, ne? To. No. Hvala. Čist na konc pogovora, jaz zmeri s svojim gostom naredim tako igrico asociacij. Tako da jaz ti bom prebrala prvi del stavka, ti ga pa dokončaj s prvo mislijo, ki ti pride na pamet, prav? Ok. Če ne bi bila novinarka, bi... Bila frizerka. Črna kronika je? Težka. In zločinci so?
Ljudje. Pravosodni sistem je? Za dopolniti, optimalizirati. Ne predstavljam si življenja brez Smeha. in dobro življenje je? Težka vprašanja. Mislim, ne, Oprosti. težka, ta je zelo težka. Dobro življenje je, ne? Tako se Imeti mi- rad, imeti rad. Imeti rad. No, to je lep zaključek podcasta Dobro življenje. Tako da hvala ti, Sara. Hvala tebi. V knjigi je še precej več zanimivih informacij, podrobnosti, občutij tega, kako si doživljala te zločine, kaj se je sploh zgodilo, tako da zagotovo zelo zanimivo in vznemirljivo branje. Hvala. Hvala tebi. Hvala tudi vsem, ki ste naju poslušali, gledali in se vidimo naslednjič.